Za življenje. Za življenje. Z nami je profesorica Andreja Poljanec z Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi profesorici Andreji Poljanec, ki prihaja iz Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani, a ne tam ste zaposleni, predavate tudi. Danes bi se posvetili nekako taki temi, ki ni posebej priljubljena, kaznovanju. Kaj bi s tem kaznovanjem, kaj je cilj tega kaznovanja, če vprašam za začetek tako? Ja, zdaj, če govoriva o starševstvu, ali pa vzgoji, je zagotovo cilj kaznovanja nekako zmanjšati neko neprimerno vedenje ali pa izboljšati pojavnost vedenja, ki si ga starši želimo, ali pa vzgojitelji, ali pa neki trenerji, ali pa neki tasga, ne. Tako da ja, kazen je definirana kot nekako smiselna uporaba neke discipline, ali odvzemanja nekih nagrad ali nalaganja nekih kazni z namenom izboljšanja vedenja ali pa izzvenevanja nekega slabega vedenja ali pa kaj tasga. Je pa pri kazni vedno res kar velik problem, da dolgoročno nima pozitivnih učinkov na razvoj osebnosti v smislu zdravega duha, zdrave samopodobe, pozitivne samopodobe, gotovosti vase, občutka vrednosti, tudi neke tankočutnosti pri posamezniku, ki je en pomemben vidik, bi rekla tudi čustvene inteligentnosti. Socialne spretnosti so lahko potem šibkejše, ker se posameznik nauči ubogati zaradi nekega strahu ali pa mogoče celo ene take osramočenosti, neke previdnosti, ne pa zato, ker bi neke vrednote ali pa neka pravila, neke zahteve res dobro razumel, primerno njegovi starosti in jih na nek način ponotranil, da bi res osmislil, zakaj mora določena pravila upoštevati, zakaj nečesa ne sme, zakaj je nekaj ponižujoče, nevarno, nespoštljivo mogoče za druge. Tako da zato je kaznovanje res taka, bi rekla, neka velika tema pri vzgoji, ki pa je seveda svoj čas imela tudi močno mesto v vzgoji, ampak z razvojem, bi rekla, psihoterapevtske znanosti, psihologije kot znanosti, tudi bi rekla novozaveznega razumevanja teologije, pa sodobnega, razumevanja z filozofskega ali pa teološkega vidika, tudi nevroznanstvenega vidika, tako hočem reči na nek način, da z več znanstvenih vidikov zdaj zelo jasno razumemo, da je kaznovanje odraz starševske ali pa vzgojiteljeve nemoči, neke nebogljenosti, njegove mogoče osramočenosti ali pa kaj podobnega, in da nima kazen neke dolgoročne moči ali pa učinkovitosti v smislu zdravega razvoja, ampak je samo kot neka, včasih tako malo rečemo, instant rešitev za potešiti tisto stisko, ki jo takrat starši ali pa vzgojitelji oziroma te ljudje rabijo to potešitev. Zato na nek način vedno otroka obremeni v zameno, da starše pomiri. Ja. Tako da Zelo zanimivo je vse to, kar ste povedali, in verjamem, da zdaj vsi, ki naju poslušajo, poznajo zvezdico Zaspanko in botra mesečka, kako je karal zvezdico, ki je zjutraj malce potegnila in je rekel, seveda, kaznovana bo, kazen mora biti vzgojna. To se mi zdi, da smo sprejeli v naš notranji svet, da je kazen vedno vzgojna, tudi v Svetem pismu imamo, če boš tako, boš nagrajen, če ne boš, te čaka kazen. Ampak recimo, da je ta zvezdica, vzemimo deklico ali fanta, star 3 leta in nekaj narobe naredi. In zdaj, kakšna bo torej vzgojna kazen pri tem 3-letniku, pri 10-letniku ali potem najstnikih, ko se ne držijo pravil? Ja, zdaj problem v bistvu razumevanja ali pa definiranja kazni je že, da na nek način, če se mi odločamo za vzgojo s kaznovanjem, si sami sebi zožimo prostor,
ki bi omogočil res en poln zdrav razvoj. Mi lahko se odločamo za kazen. Kazen ni prepovedana z zakonom, a ne? Ampak si pa sebi zožimo priložnosti in tudi otroku, da bi se lahko in mi ob otroku čim bolj polno razvijali in se ob različnih stiskah, nemoči, te nebogljenosti, ki smo prej omenili, a ne v vodu, kaj novega oseb naučili neke potrpežljivosti, notranjega miru, razlaganja, vedno znova, mogoče istih pravil, seveda pri 3-letniku, mnogih ponovitev, neke osnovne dobrohotnosti in naklonjenosti, tudi takrat, ko smo v stiski. Ali ste vi svoje otroke kdaj kaznovali tako, kot nam zdaj pripovedujete? Se pravi, ste 100-krat razlagali in niso bili nikoli deležni, ne vem, ostre besede ali kakšnega drugega? To moramo ločiti. Zdaj, ostra beseda je en spodrsljaj, ni pa to definicija, da je to kazen, a ne? Če je kazen, ostra beseda je ponavadi zaradi čustvenega stresa staršev, ali pa močno, bi rekla, močna jakost besede je v smislu decibelov, a ne? Ali ste to mislili? Ali ostra beseda, ki bi ponižala ali pa ostra in osramotila? glasna beseda, tako. Torej, ostra v smislu In konotacije. glasna beseda. Ja, mislim, če pride do teh spodrsljajev, ki v starševstvu pride do njih, ali pa pri vsaki vzgoji, je bistvena razlika, a ti verjameš v kazen kot smiselno tvoje vodilo, kot nekoga, ki naj bi oblikoval otrokovo osebnost in njegovo dušo ohranjal v dobrem, ali je to samo spodrsljaj. Tukaj je res bistvena razlika, tega ne bi smeli mešati, a ne? Ali tebi zaradi enega spodrsljaja ne vem, pride do povišane jakosti glasu, zato ker si nemiren, pa se boš hitro skušal pomiriti, ker se boš sebe zavedal in se tudi potem opravičil in skušal to vedenje pri sebi čim bolj, bi rekla, se truditi, da izveni skozi leta razvoja starševstva, ker starševstvo se neprenehoma bi moralo razvijati, a ne? Smisel starševstva je v razvoju, ne v tem, kakšen si ti v določenem trenutku življenja, ne? Ker se ne moreš roditi v starševstvo kot dober starš, kot idealen starš. Tako da te spodrsljaji so vse nekaj drugega, kakor odločitev in vera v kaznovanje, a ne? Tako da če me tako, bi rekla, osebno izzovete, zagotovo prva leta sva z možem se lovila v tem, a sploh verjeti v kaznovanje otrok ali ne, ker sva seveda, tako kot mnogi starši iz moje generacije, verjeli v kaznovanje kot nekaj smiselnega in nujnega za, bi rekla, zdrav razvoj otroka. Ena raziskava je bila narejena, mislim, da tam nekje glih na prehodu v 3. tisočletje, ampak par let prej, v Ameriki sicer, in je približno 98% staršev se opredelil, da je nekako izrazil prepričanje, da je kazen potrebna, a ne? Hočem sam, bi rekla, slikovito predstaviti, da to je bil način vzgajanja v mnogih družbah. Ampak potem, ko smo pa vedno znova se v bistvu razvijali znotraj družbe, pa znotraj teh mikro prostorov, a ne, družine ali pa kakšnih vzgojnih zavodov ali pa šolskih zavodov ali pa kaj takega, in z razvojem nekih novih, bi rekla, nevropsiholoških, teoloških, psihoterapevtskih, psiholoških dognanj. Tudi, naprimer, bi bilo dobro, da omenim teorijo navezanosti, a ne, ki je bila, bi rekla, utemeljena tam okoli leta 80, a ne, strani tega Johna Bowlbya. Je pa vedno bolj jasno bilo, da kazen naj ne bi imela pomembnega mesta v vzgoji ali pa naj ga sploh ne bi imela, a ne. Zato bi rekla, a priori odločitev za kazen je zapiranje prostora za zdrav razvoj, ne, torej kot zmanjšanje kapacitet že na začetku. Ampak tukaj se mi poraja pa eno tako konkretno vprašanje. Recimo, najstnik ima telefon in
sliši pravzaprav samo na to, da se mu vzame ta telefon in potem naredi stvari, ki so v zvezi s šolo in v zvezi z drugimi dolžnostmi. Zdaj ste rekli, da recimo s tem, ko kaznujemo, zapiramo možnosti za zdrav razvoj, meni pa se zdi, da če vzameš telefon, da odpiraš možnost za zdrav razvoj, ker če bo otrok visel na telefonu, ne bo ne šole, ne bo ne doma nobene discipline. A veste, kaj se tukaj pogosto meša, pa se mi zdi, da je zelo fino, da danes skušava to malo mogoče bolj jasno opredeliti. Eno je postavljanje mej, pa zdravo, bi rekla, omejevanje in tudi spodbujanje ali pa, če bi rekla, motiviranje otroka, da se čim bolj polno lahko razvija, bi rekla, na več vidikih svoje osebnosti, a ne tako na kognitivnem, kot na socialnem, čustvenem, družabnem, duhovnem in tako naprej, a ne. In to mešanje teh pojmov je, se mi zdi, kar en tak problem med starši, tudi vzgojitelji, učitelji, mogoče še kom drugem, da ne bom zdaj tako izpostavila. In zato, ker imajo te pojmi zelo različne definicije, tudi čist drugačne konotacije, ne? Postavljanje mej pri oblikovanju otroka, pa seveda tudi mladostnika, je čist jasno nujno. Mi zdaj že zelo dolga leta vemo, da naprimer permisivna vzgoja, ali pa brezbrižna vzgoja, kjer starši ne zmorejo, ali pa tudi neki vzgojitelji, različni vodji skupin, postavljati enih mej, oblikovati nekih smiselnih pravil, vztrajati pri njih z eno pozitivno motivacijo, blagim opozarjanjem, jasnim, sicer suverenim opozarjanjem, da ga otroka vodijo in oblikujejo in so pri tem vztrajni, potrpežljivi, hkrati pa vsem čim bolj mirni in naklonjeni, je nujno. In temu rečemo mi postavljanje mej. In tudi, naprimer, tole, kar ste rekli, ker ta primer je seveda zelo pogost in to je najpogostejša kazen, kakor jaz vem. Edina, ki deluje. Ja, celo mogoče, ja. Je zelo škoda, če jo opredelimo kot kazen in da se jo tudi lotimo kot kaznovanje. Zato, ker kaznovanje ima vse po resnici to neko tako negativno konotacijo, zdaj te bom pa kaznoval, zdaj te bom pa zdresiral. Ampak naši otroci nam niso dani v dresuro, a ne? Ampak v neko nego so nam zaupani v oblikovanje. Se mi zdi, tukaj gre za mogoče drobne razlike v definiranju nekih pojmov, ali ne definiranju, ali pa izbiri pojmov, s katerimi bi mi radi opisali vzgojo, a ne, ali pa starševstvo, kar je bistveno več od vzgoje, a ne. In se mi zdi, da prav s tem, ko na nek način, bom zdaj za nalaž tako besedo uporabila, šlampasto uporabljamo te pojme, tudi sami sebe nehote zmedemo. Ker če mi rečemo, seveda, za kazen ti bom vzela telefon in to edino deluje, ponižamo v smislu, a ne, sebe na nek način razvrednotimo, da smo mi toliko neprimerni ali nesposobni vzgojitelji ali starši, da vidimo, da samo, ne vem, korenček palca delujeta, kar je res, se mi zdi tako borno, no. In po drugi strani tudi mladostnik vidi, da ga na nek način ne vem, spravimo na točko, kjer samo dresuro še verjamemo in to je res bedno. Za mladostnika je to prav beden občutek, ki je zelo nevzdržen zanj in na podlagi teh občutkov, ki jih on potem ob taki vzgoji disciplinirarski ob nas dobiva in če je to pogosto, nas začne prezirati in nas ne jemlje več resno. Sicer bo v Bogu zaradi strahu pred to kaznijo, a ne pa zato, ker bi na en smiselen način razumel, zakaj ne more imeti seveda več kot toliko in toliko časa na dan, ne vem, bom rekla zdaj uro ali dve telefona ob sebi. Ampak starševska naloga je ali pa vzgojiteljeva, da to vedno znova razloži, mu pomaga pospraviti, mu ne vem, svetuje, da naj da na letalski način, ali pa lej, tole te toliko vznemirja, ti bom jaz zdajle rajš to vzela, a se strinjaš, ali boš me na letalski način, pa imaš presep, če te moč, da ti vzamem. A ne tako, da poiščemo načine, ki so veliko bolj osmišljeni
ki ohranjajo neko dostojanstvo, a ne? In ki ohranjajo mogoče tudi eno svetost starševstva in tega odnosa, ki je bistveno več od dresure. No? Ja, kaj pa recimo, če najstnik pozabi, da je tudi do staršev treba biti minimalno spoštljiv, kaj šele, da bi spoštoval starše, kot veleva 4. Božja zapoved, in je stalno nesramen, brez ene prijazne besede. Lahko, da so starši recimo v takem primeru naredili veliko napak, zato da je otrok tak, ampak vseeno, tako zadevo je treba nekako popraviti, ne? Ja, mislim, zelo dobro je, da se starši najprej skušajo malo poglobiti, pa najdati neke mogoče dejavnike ali razumevanje te zahtevne situacije s svojim mladostnikom ali najstnikom, ne? To zagotovo in to je vsekakor prvi korak. Prav starševsko razumevanje tega in tudi eno tako mogoče priznavanje seb, da tako pa ne gre več naprej. A ne, to je zelo v redu. In potem na podlagi tega pride tudi do enega tazga mogoče razumevanja, sočutja, ki da prostor temu, da se lahko razvija sploh en tak osnoven čustveni stik z mladostnikom. In čustveni stik je zdravilen za mladostnika in za starše. Kazen pa ni zdravilna in če bi starši v takih situacijah verjeli samo v kazen, so zagotovo v slepi ulici. Če pa verjamejo, da so ga in oni pobiksali in da jih zdaj čaka zahtevno obdobje, mogoče da rabijo celo pomoč, pa imajo možnosti, da bojo iz tega, bi rekla, brezna na nek način skupaj s pomočjo drugih splezali. Mogoče se bojo matrali, mogoče se jim bojo neke skale odkrušile, ko bojo rinali gor, mogoče po neki grapi, ampak je to edini način, ki bo imel dolgoročen učinek in bo imel sploh upanje v uspeh zdravljenja tega odnosa družinskega. A ne, tako da jaz vem, se tudi delam starši, a ne, tudi sama sem mama ali pa tako, da je pogosto zelo težko najti stik z mladostnikom, sploh če so v družini mogoče neke žalostne razmere, veliko konfliktov, zelo različni, ne vem, načini vzgajanja, nestrinjanja glede tega, ne vem, ali pa po drugi strani veliko otrok, ali pa kakšen z duševno manj razvitostjo. Skratka, kakršnakoli neka zasičenost čustvena, ali pa kakšne izgube, ali pa neke travme, ali pa zlorabe v družini, zelo seveda ojačajo to stisko, ki jo tudi mladostnik čuti. In mladostnik velikrat to tako imenovano nesramnost, a ne, izraža zaradi ene svoje nemoči in stiske. In vedno je, bi rekla, glede na sodobna dognanja nevroznanosti in nekih relacijskih sistemskih teorij, odrasel odgovoren, da to stisko razume in zmehča. Ja, recimo mama to lažje nekako začuti otroka, bodi si fanta ali dekleja, ne, ki iz svoje stiske potem govori nesramne besede, ponižuje druge, saj vemo, da je v življenju tudi tako, a ne, ko skušamo koga drugega zmanjšati, pri tem poveličujemo sebe. Kaj naj potem naredi mama ali oče, ko opazi tako stisko pri otroku? Kateri bi bil prvi korak, da se skuša približati? Je prav, da recimo kar pove, ti se pa zdaj verjetno slabo počutiš, če hočeš, ne vem, poniževati druge. Je to rešitev lahko? Lahko, predvsem je poniževanje vedno treba tudi ustaviti, ker to je nasilje. Mislim, tukaj ni, bi rekla, debate, da je prostor za nasilje. Nasilje je vedno prepovedano, celo z zakonom je prepovedano. In to ne samo neko fizično nasilje ali pa spolno, ekonomsko nasilje, ki jih bolj jasno lahko zagrabimo. Psihično nasilje je skrajno neprimerno, ne glede na to, s katere strani prihaja. A ne? Tako da sploh, če gre tukaj za mladostnika, je to čisto jasno. Problem pa je, da starši pogosto sami potem to nasilje nadaljujejo s svojim nasiljem. A ne? Ker če oni potem postopajo s kaznijo ali pa nekim dretjem ali pa nekimi grožnjami, ustrahovanjem, je to seveda psihično nasilje. In začaran krog, ne? Ja, seveda, za katerega so pa oni odgovorni, ne pa mladostnik. Tukaj je, ne, mislim, odgovorni, v grobem, tako rečemo, ne. Seveda tudi mladostnik je odgovoren za to, če se grobo pogovarja, ampak
bi rekla, kot vodje so odgovorni pa starši, a ne? In tukaj se mi zdi, da spet prihaja do enega takega mešanja. Tisto, kar je pri kazni res nevarno, je, da so zelo spolzka tla. Če bi se mi pogovarjali samo, bi rekla, kot da bi lahko jasno ločili nekaj na nekem, ne vem, gojišču bakterij ali ne vem kaj, a ne, da bi jasno ločili, to je ono, a ne, potem kazen ne bi bila toliko problematična, kakor je v realnosti, ki je zelo pogosto pomešana z nasiljem psihičnim. A ne, zdaj, ker tako kot sva rekli, ja, lahko se odločiš za kazen, mogoče samo res poredko, če že ti ne znaj se bolj, v smislu spodrsljaja, sva rekli, a ne. Ampak ja, problem je tukaj psihično nasilje, ki se vse prepogosto v naših družinah dogaja in se starši sploh ne zavedajo, da nad otroki pa mladostniki zganjajo nasilje. Ne? Tukaj se mi poraja pa še eno vprašanje, namreč vemo, da čas, ko človek dozori, ko postane toliko odrasel, da ponotranji neka načela moralnega vedenja, da pride do te avtonomne morale, mora preteči toliko in toliko časa. Zdaj starši v dobri veri, da se bo to zgodilo pri otroku še v času, ko je z nami doma, počnemo marsikaj, tudi kaznujemo v dobri veri. Zdaj pa vidimo, da vi pravite v bistvu, da je ta kazen nekako zoži tega mladostnika. A veste, kaj se v resnici tudi zgodi? Otrok se ob starših, ki posegajo takrat, ko so nemočni ali pa v stiski po kaznovanju, nauči v bistvu izogibanja kazni ali pa uboganja zaradi strahu ali pa zaradi teh občutkov polosramočenosti, neke ogroženosti, a ne? In on ne more razviti zdravega jedra duševnosti. Ne more ga. Zato, ker ga bo moral na nek način skrčati, prilagoditi, a ne? In če v bistvu pomisliva, kaj so neki osnovni, nujni temelji, ki zagotavljajo en zdrav razvoj posameznika, vse življenje, a ne, so občutek varnosti in sproščenosti v odnosih, a ne, potem naprimer zaupanje v odnosih, iskrenost pa pristnost v odnosih, ne neka manipulacija pa ustrahovanje, a ne, odsotnost kakršnega koli nasilja, želja potem, da ni nasilja prisotnega, a ne, čustveni stik, uglašenost, a ne, empatija v odnosih in tudi neko prispevanje v odnosih, v smislu, da s svojimi talenti ti prispevaš, a ne, da pomagaš, ne vem, ali v gospodinjstvu, da skupaj pripraviš neko veselje, praznovanje, da se potrudiš za skupno dobro, a ne. To so v bistvu nekako, rekla, zakonitosti zdravih odnosov in če mi katerokoli od teh zakonitosti, kar bi rekla, prečrtamo in malo zamižimo na eno oko, je nemogoče, da se zelo dobro izide. Sej za silo se lahko izide. Bojo vsem tem mladostniki, bi rekla, funkcionalni, bojo naredili srednjo šolo ali pa še kaj več. Ne bojo zdaj kar vsi, bi rekla, ne vem, duševno bolni. A razumete, sej to ni zdaj tako črno-belo, ne? A ti je ratal ali ti ni ratal, ne? Delč od tega, to je na zelo širokih spektrih, bi rekla, ne, in so še drugi vidiki, ni zdaj samo kaznovanje, je en vidik, a ne, je en vidik starševstva oziroma nekega vzgajanja. Tako da, ja, mogoče je dobro, da sva to poudarili, da ni tako črno-belo, ampak tako, bi rekla, če želimo čim bolj polno, a ne, in tudi eno psihično in duhovno bogato in telesno zdravo življenje, potem kazen nima nekega pravega mesta, no, tako. Meni se zdi zmer zanimiv, no, mogoče sploh tako malo še iz krščanskega vidika, a ne, da z novo zavezo, ne, z Jezusovim rojstvom in pol njegovim, bi rekla, tem pridiganjem, a ne, torej, razlaganjem, kako naj bi živeli, da bi bilo optimalno, ne, je on kazen čist spodrinil. A ne, on je popolnoma spodrinil kazen kot vrednoto. A ne, on je postavil zapoved, ljubite, kako že? Sovražnike med drugim tudi. Celo to, pa še marskoga, ja.
Ja, ljubite svojega bližnjega kakor samega sebe, a ne, in Boga, ja, kot ena prva zapoved. In meni se zdijo zelo zanimive tudi te prilike, ki jih on tako, bi rekla, v ospredje daje, a ne. Ne vem, jaz imam vedno zelo močno v mislih to grešnico, ki so jo pripeljali, da bi jo kamnala, ne. In on je ne kaznuje, pa so vsi bili 100% prepričani, da zdaj se bo pa neko fino kazen zmislil, a ne. In se je ni, ker je butasta, a ne. On odnosa do kazni ni imel pozitivnega in tudi ni oznanjeval, da bi to morali mi početi. Celo je preklical, a ne, torej dopolnil je staro zavezo. In čist druge smernice določil. Eno zapoved dal, odpuščanje določil, veselje, to so smernice, a ne? No, ampak farizeje je pa zmerjal, pobeljeni grobovi, pa prevrnil jim je mize. Ja, tam In je to jezo pokazal, ja. Sej jeza kot čustvo je tudi v starševstvu dovoljena. Ampak farizeje je kaznoval, ker jim je prevrnil mize, kjer so trgovali, namesto da bi jim molili. To bi mogoče lahko povezali bolj s tem, kar ste prej tako luštno izpostavili, da če mladostnik ne spoštuje svojih staršev, da grdo govori, da je nespoštljiv, da mi jasno ustavimo te zadeve. Na ta način je Jezus tam moral res jasno ustaviti, v smislu, zdaj nekje je pa meja, tega je pa konc, ne, tega se pa ne gremo več. Zdaj pa pospravite, ko krčite, a ne tako. In tam je res zagotovo najbolj drastično izrazil to, da je pa to čist nedopustno in je v bistvu tema spoštovanja in enega tazga nedopustnega ravnanja. In te prilike se mi zdi iz Nove zaveze je zelo dober v starševstvo preslikavati, zato ker so dost konkretne, so narejene za ljudstvo, ne za izobražence in so v bistvu namenjene res vsem in so zelo žive. No? Tako se mi zdi, da nam to lahko velikrat staršem pomaga, ko smo v stiski, ko smo nemočni, ko ne vemo točno, kako bi se v tem starševstvu zaradi različnih seveda izzivov znajdeli, da se skušamo vse pomiriti in si tudi znotraj tega, če seveda nekako v Novo zavezo ali pač v to verjamemo, pomagamo tudi s tem, ker potem lahko, bi rekla, več različnih znanstvenih dognanj ali pa več vidikov osebnosti celostno združujemo v svoj pristop starševski. In to je tisto, kar te tudi v bistvu najbolj pomirja. Ja. Tukaj se mi odpira pa eno zanimivo vprašanje, namreč vemo, da so nekateri mladostniki prav nasilni, poznamo tudi take, ki se fizično spravijo na svoje starše. Tukaj pa verjetno ne bi vzeli Jezusovega principa, ne, če te kdo udari po levem licu, mu nastavi še desno. Ne. Te mladostnike, če so toliko nemirni, če so toliko v bistvu agresivni in da so zaradi različnih dejavnikov, lahko da gre tudi za kakšno prikrito bolezen, a ne duševno motnjo ali karkoli, ali pa neko osebnostno zasvojenost od računalnika. V različnih stvareh so taki simptomi agresivnosti ali pa nasilja. To pomeni, da ta mladostnik rab zelo konkretno pomoč. Ali psihiatrično zdravljenje, ali terapevtsko obravnavo, imam psihoterapevtsko, ali obravnavo v društvu za nenasilno komunikacijo, ali zdravila, ali končen mogoče tudi zapor, kjer bo imel obravnavo, psihološko ali socialno-psihološko. Skratka, vedno so neke meje, ki so v bistvu pol že nedopustne, in tam je treba potem zagotovo drugače postopati in to vedenje omejevati. Vedno, ko pride do nekega nasilja, je to pač nedopustno, ne glede na to, sploh pa pri mladostniku. In tudi pri 3-letniku, a veste, tudi če 3-letnik, udar mamico, ker to naredijo, ali pa očeta iz enega nemira, ihte, ker mu nečesa nisi kupil ali pa mu ne daš 4. bombona ali pa kaj tazga, te lahko butne, zato ker je nemiren in v bistvu to energijo vse na nek način mora sprostiti ali bi se na tla vrgel ali nekaj tazga, ga vedno ustavimo, razložimo, da je to boleče, da se tega ne dela, sam pol tudi sami ne smemo delati, Tukaj je pol nov izziv ponavadi, Ja. Otroci se tudi po modelu učijo, ne samo po razlagi, ampak
Predvsem je pa zanimivo, da otroci, tudi če so, bi rekla, tako po nevrološki plati nagnjenih impulzivnosti, ker mi dobimo zelo različne otroke v naročje po rojstvu. Od veliko bolj impulzivnih do bolj takih, bi rekla, umirjenih, melanholičnih mogoče. A ne, zelo različni so in so različno energični, različno hitrih stvari zmotijo, različno impulzivni so, različno imajo tega energetskega naboja, kako se bojo borili, po drugi strani pa nekateri vase zapirali, ne, zelo različno so občutljivi ali pa gajstni, če bi tako rekla. Tudi pri teh gajstnih, ne, impulzivnih, je potem za naučiti se nekih spretnosti, nekih, bi rekla, veščin kot starši ali vzgojitelji, da bomo te otroke naučili boljš razumeti skozi seveda leta razvoja, da bojo oni razumeli njihove občutke, te notranje, bi rekla, impulze in da bojo jih uspeli ta prav čas prepoznati, da jih ne bojo uporabljali razdiralno. In to je pač naloga staršev. Zanimivo je, da je dokazano, da tudi zelo impulzivne otroke se lahko zdravo vzgoji, ne? Ne bojo zato agresivni, bojo pa energični, bojo pa borbeni, a ne? Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Za življenje, z nami je doktorica Andreja Poljanec, prihaja z Univerze Sigmunda Freuda. Danes sva, Andreja, načeli tako temo, se mi zdi, ki bo dala marsikomu misliti. Rekli ste, da so v ameriški raziskavi na prelomu tisočletja potrdili, da 98% staršev verjame, da je kaznovanje model, po katerem otroka spravimo v življenje kar normalnega, ne? Zdaj pa vi pravite, da ta kazen pravzaprav naredi na dolgi rok slabo otroku, reši samo trenutno stisko staršem. In kako mislite, da bi bilo dobro to kaznovanje nekako preoblikovati, kaj narediti, da ne bi več kaznovali tako, da ne bo nobenega učinka? Ali pa da ta učinek ne bo dolgoročen, oziroma da bo poškodoval otrokovo notranjost. To se danes pogovarjava, ker ni tako, bi rekla, enostavnega recepta. Če bi že govorili o receptih tukaj, je recept razvijati vedno znova, to se ne razvije kar na hitro in moramo vedno znova biti pozorni na razvoj varnega odnosa z otrokom, torej neke čustvene oglašenosti in potem na podlagi tega, ko z otrokom ali pa mladostnikom vzpostavimo čustveni stik, se skušamo poglobiti v neko situacijo, v nek izziv, v neko, ne vem, uporništvo ali pa zahtevo, ki jo, ne vem, mogoče mladostnik postavlja, a ne, in lahko tudi rečemo, zelo vztraja pri njej in nas spravlja v stisko, da potem na podlagi, bi rekla, čustvene povezanosti, truda za razumevanje te situacije, postavljamo neka podvprašanja, izpostavljamo na iskren, pristen način svoje skrbi, svoje gledanje na situacijo, kaj se nam zdi tam nevarno, zakaj nečesa ne dovolimo, zakaj se nam nekaj zdi nedopustno in čez nekaj ne bomo šli, tudi če se njemu zdi, da bi mogoče to si želel ali pa da bi bilo potrebno ali pa da vsi drugi starši bojo nekaj dovolili, samo mi ne dovolimo, a ne? To je velikrat en tak argument, ne? Pri mladostnikih, ker se res tako počutijo. Oni se res velikrat tako počutijo, da če nekateri imajo nekaj omogočen, on pa nima, doživlja, da vsi imajo, samo on nima, čeprav mogoče jih 30% nima, ali pa 50%. Kar pa ima ta mladostnik, ima najslabše starše, ne? Ja, no, skratka, da v resnici mi zelo poglobljeno, predano, iskreno, avtentično, na podlagi čustvene in razumske vpletenosti sebe v odnos z mladostnikom, skomuniciramo in najdemo neke mogoče delno skupne rešitve, kako se bomo določene
situacije lotili oziroma pri čem bomo vztrajali in nekako najdel včasih ali konsens, včasih neke zahteve, včasih neke omejitve, odvisen zdaj, zakaj gre. Kdor je kaj bral Dostojevskega, je v njegovih romanih naletel tudi na kaznovanje otrok, podrobno popisuje, kako so določeni starši otroke prav mučili, a ne jih držali, 5 let stare celo noč v stranišču, jih niso pustili so jih na mrazu, to je prav težko brati, a ne. Pa sprašujem, katere kazni, taka kazen seveda je popolnoma neprimerna, ali obstajajo tudi pri manj krutih starših kakšne kazni, ki so popolnoma neprimerne po vašem mnenju? Ja, zelo dobro vprašanje. Bi mogoče sam naprejle še en tak dodatek dala, da bi ponovno tako poudarili, da če mi govorimo, da je škoda se odločati za kazen v starševstvu, ker so boljše rešitve, torej odnos, čustvena uglašenost, postavljanje mej, pregovarjanje, iskanje skupnih optimalnih rešitev, da to res nobene zveze nima s permisivno vzgojo, za katero se vsi strokovnjaki na svetu strinjamo, da ni primerna in je škodljiva. To se mi zdi, da tokrat v Sloveniji napačno razumemo, permisivna vzgoja dela obupno škodo in se noben ne strinja z njo. In to, če mi govorimo, da kazen ni neka optimalna rešitev, s tem ne podpiramo permisivne vzgoje. Tako, ker se mi zdi, da tukaj kar malo prepogosto prihaja prav do napačnih mogoče sklepov, pa delajo pol te sklepi tudi neko škodo, zato ker potem nekdo kar neha poslušati, ta pa misli permisivno ali pa tako, namesto da bi se poglobil, kaj v resnici lahko nadomesti kazen, pa bo imel veliko boljše učinke, pa bo pa predvsem gre tukaj za ohranjanje veselja, ki je položeno v otroka ob rojstvu. Za ohranjanje. Starši nismo tisti, ki dajemo veselje, pa pozitivno samopodobo, pa hrepenenje, pa upanje. To vse otrok že dobi, to je daril. In mi smo tisti, ki moramo to ohranjati in s kaznijo pač tega ne moramo doseči. Sam to je fora, Dosti preprosta logika je, sam zahtevno jo je živeti. Zdaj pa greva na tele. Kao blage kazni, ki so tudi neprimerne, Mislim, so, bi rekla, lahko v nekem smislu škodljive ali pa ponižujoče za otroka ali pa ga prestrašijo ali pa kaj tasga, Naprimer, zelo pogosto se mi zdi, da se v Sloveniji dogaja še vedno ignoriranje otrok. Ali pa kot neke tihe minute ali pa ure, pošiljanje otroka v sobo, In to zdaj ne pomeni spet tako, da rečeš, tele si pa toliko nemiren za mizo, pejva midva mečkano v sobo, da se umiriva, pa boš pa nazaj prišel, ker tako divjanje klele na obisku nima nobenega... Ne moramo se tako obnašati. Zdaj imamo obiske in takole se ne moreš obnašati. Greva se pomeniti. In tega niti ne rečeš pred ljudmi, ampak otroka nežno vzameš in mu stran od družbe razložiš, tak umik ni kazen, je skrb za otroka, da se ne bo sramotil, pa nespoštljivo obnašal do drugih, Torej, ignoriranje ali pa ena taka beseda je, ki je noben ne zna prav mogoče lepo prevesti, ali pa jaz, če nisem najdla čist dobrega prevoda, je kot time out. To je v bistvu omejeno druženje, kot omejen čas samo za tega stik. otroka. Tako. Kot v smislu, da ga daš na hladno. Recimo, te so zelo zahtevne kazni, zato ker čustveno zelo zahtevne in na nek način kar krute, bi lahko rekla, zato ker osnovna otrokova potreba, na nek način tudi pravica, je ravno odnos. Čustveno pristen odnos, ki je varen, ki je nekako spoštljiv, ki živi tudi, če otrok ni idealen. Zato kakršnakoli kazen, ki uporablja mehanizme ignoriranja, zapiranja, pošiljanja otroka stran in s tem nekako strašenja ali pa
te ignorance ali pa celo vzbujanja krivde, da je otrok kriv, da si ti zdaj žalosten ali pa nemočen, a ne, so zelo neprimerne. Tem oblikam kazni rečemo prav strupene, zato ker nimajo, bi rekla, takih vidnih posledic, ne bi rekla na otrokovi koži, na otrokovem teleščku ali mladostnikovem. V resnici pa v možganih puščajo posledice, sploh če so seveda to pogosti prijemi, ne, v starševstvu ali pa vzgoji, v smislu sproščanja zelo velikih količin kortizola, pa sploh celotno, bi rekla, tega stresnega odziva telesa, ne, kjer so vključeni tudi drugi še organi, ne vem, nadledvična žleza, pa amigdala, pa hipokampus, pa tako naprej. To ni važno zdajle. Ampak hočem sam zato to poudariti, da se v resnici otrok prepogosto potem počuti pod stresom oziroma je pod stresom, je kot dejstvo, ker je telo fiziološko vzburjeno, stresno vzburjeno. Stres pa, če je prekomeren, povzroča v resnici obremenjenost določenih organov, tudi srca, pa pljuč, pa mišic in tako naprej, in nekako iztroša te organe. In v bistvu naredi utrujeno telo, zmatrano telo, poleg tega pa se zaradi prevelikih količin kortizola tudi poslabša povezanost med posameznimi možganskimi centri, med temi sinaptičnimi povezavami in v resnici krni integracijo možganov, pa tudi regeneracijo možganov. Zato temu rečemo, da je strupena. Tudi pobija bele krvničke, na primer, in znižuje neko imunsko odpornost, ne? Tako da v tem smislu ni to, kar rečemo strupena, niti metaforično, je v resnici kar celo, bi rekla, resnično, ne? Zato, ker pobija določene... Potem, na primer, zelo problematična kazen je sramotenje, žaljenje, posmehvanje, zato, ker razvrednot, ker poniža, ker osramoti. In to je tudi nekaj, kar zadene v jedro otrokove osebnosti, Sram je čustvo, ki na nek način določa naše dostojanstvo, našo vrednost, to, kdo smo. In če je tukaj v resnici kazen usmerjena v ravno rušenje tega, ali pa spodjedanje, je to zelo neetična kazen, Fizičnih niti ne bi omenjala, ker so zakonsko prepovedane in so tudi očitne in smo odrasli, če vidimo, da je nekdo nekoga fizično kaznoval, dolžni prijaviti to kot nasilje na Center za socialno delo ali pa v šoli, pa oni pa naprej spelajo, zelo tako mogoče v tem smislu. Prej, ko ste govorili o tem zastrupljanju, kako strupeno je to, ko se na zunaj nič ne vidi, pa vseeno zadene otroka v srčiko njegovega srca. Vem, da obstaja knjiga Strupeni starši in v tisti knjigi piše, kako to nenehno kritiziranje in uničdajanje vpliva potem na otroka, tudi v odrasli dobi lahko tudi, še, ne? Tudi, in zanimiv je in žalosten v resnici, ko preberemo take rezultate, različnih raziskav, da psihična bolečina v možganih aktivira zelo podobne centre kot fizična bolečina in v resnici otroci pa mladostniki, ki so, bi rekla, pogosto, to ne govorimo zdaj o teh spodrslajih. Spodrslaji se nam dogajajo vsem, ampak v nekem smislu principa kaznovanja, če se pogovarjava danes. Povzroča v bistvu prav občutek prave bolečine. Tako da to ni hecno. Je sicer res, da praviloma bi se zdaj v zadnjih letih naj ta kazen nekako po družinah vseeno malo znižana. Tisto, kar pa opažamo strokovnjaki, je pa, da je zelo veliko otrok pa mladostnikov pa preveč prepuščenih samih sebi. V kakšnem smislu? V takem smislu, da so premalo starši, da so preveč tudi na telefonih,
da ni v bistvu tega skupnega, aktivnega, pozitivnega, rekla vsakodnevnega življenja, ki ga pač skupaj živiš. Tudi če se ne zdaj, ne vem, čisto aktivno ukvarjaš. Zato, ker je, ne vem, tudi družbena neka logika življenja in naših služb in tako urejena, da se pojavljajo v bistvu novi problemi. Kazen sicer še vedno ostaja kot precej pereč problem, ni pa to seveda edini vzgojni problem, daleč od tega. Tako zdaj pri tako zanimivi temi je seveda čas hitro potekel, ampak ste na koncu rekli eno tako besedo, ki se mi zdi, da bi bila dobra za začetek novega poglavja, morda prihodnje oddaje. Kakovostno preživljanje skupnega časa, ki ga imamo, to bo zacelilo in starše in otroke. Ja, res. Hvala za nove ideje. Ja, hvala tudi vam, da ste nam tako lepo povedali in vam želim vse dobro do prihodnjič. Enako, hvala. Za življenje. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.